Jaz sem danes štartal, zdaj vetra nekaj ni ful, so pa veliki valovi zunaj. Tukaj gor še ta rt pa svetilnik na vrhu. Zdaj ne vem, koliko se vidi, ampak valovi so kar, sicer so dolgi, tudi bomo videli kavo tam, ko pride malo iza tega otoka. Zdaj bi si pa želel, da bi bilo malo vetra, da bi pospešil po teh valovih. Tako da zgleda. Hop, hvala. Bomo videli, kaj bo tam od zunaj. Upam, da se kaj umiri, čeprav po napovedi pa da valovi kar skozi taki. Zdaj valovi so res ogromni, še zmeraj. Vetra pod nikoder. To sem se najbolj bal, da se bom guncal, motor uporabljal in da tam od zunaj itak proti, ko bom nekje na pol poti, bo itak tam ojačalo, tako da kume čakam, da dosežem tisti pas, da me potegne, da zajadram pol. Evo, moram reči, da mi je ful dobro. Tudi valovi so se kar umirali. Malo je začelo bolj pihati, ni nekaj, ampak spet tam okoli 5 vozlov lepo plujem. Sicer je malo bolj severno, zdaj ne 15-20 stopinj, ampak se bo itak veter nadol obrnil, tako da bom potem z vetrem dal šibal. Tako da ful merno, dobro, toplo, edino voda se je pohladila na 23 že. Se kar ohlaja, v bistvu se je v par dneh iz 27 na 23. Se pozna, da piha že kar lep čas, že kakšen teden dobro. Bili 100 na uro, pa 80 in več. In je fajn zgleda premešalo in je ohladilo. Takole v daljavi zgleda kopno, rt, Sardinija. Lepo potujem, res je fajn. Prav vesel sem. Saj vem, da me čaka naprej enkrat močnejši, dvakrat močnejši veter, ampak bom vsaj hitro napredoval, pa bom hitro čez. Tako da se bom pa lahko tam zadržal spet nekaj dni na Malorki, pa na Ibici. V bistvu imam zdaj časa, mislim, da 8 ali 9 dni, ker Anita prileti. V tem času moram prepluti to dolžino, pa malo raziskati še Malorko pa Ibici. Zgleda od znotraj. Zdaj plujem pol dneva, že je končno začelo pihati, tako da sem jo zdaj hitrost spravljen na 6 pa malo več. Zdaj pa se naj takole vztraja. Bom bil tak sred dneva nekje. Počasi narašča. Zdaj sem približno 50 mil od obale štarta. Bližam se Večeru, okoli mene so par neviht. Plujem približno 7 vozli. Zdaj imam pa že rodo, komaj sem malo skrajšal jadra. V trenutku tež, veter. Povem, kaj bo.
Znamo Jadra, druga Krešava. Pa Genova ima odprta. Zdaj pa dež pada. Evo, prispel sem na Menorko, polnoči pa do zdaj sem naredil točno 100 milj, rabil sem po dobrih 15 ur. Zdaj moram pa najti tam eno zavetje, zasidral, kavo si moram skohati v glavu in jesti moram, ker da se danes nič, zdaj pa čas zame. Evo, jaz sem prispel na Menorko, včeraj ob 9, predvčerajšnjem ob 9 sem štartal zjutraj, pa sem se podal na odprto morje, valovi so bili veliki, vetra niti ni bilo, tako da sem prve 2 ure kar malo si z motorjem pomagal, ker drugače te preveč gunca. Pa se je veter malo krepil, sem odprl vsa jadra in sem lepo jadral. V glavnem, naredil sem 193 navtičnih milj, prišel sem pa naslednji dan, ne vem, okoli 5, 4 popoldne, tle na Menorko. Naredil sem od polnoči, ko sem dal števec na 0, v bistvu do tukaj točno 100 navtičnih milj v dobrih 15 urah, kar je kar lepo povprečje. Edino na guncu sem se kar fajn, po noči je ful pihalo, tudi 45 vozlov sunkov je bilo, spet več kot je bilo napovedano. Morje je bilo tudi temu primerno valovito. Malo je bilo edina kriza to, ker se ti veliki valovi prehajajo v bok in te zna tudi kar dosti tako no, gor, dol, po valu, ker ješ gor, dol, te dosti gunca. Veliko lažje bi bilo, če bi šel z vetrem z valovi. Vsem drugač občutek. Drugač pa v redu, no, sej. Kar se tiče napovedi, sem zbral po moje kar dober trenutek. Edino mogoče, če bi šel en dan kasneje. Ampak glede na to, da je pa že od jutra naprej spet napovedano, spet zelo močan veter, pa bolj v kontrasmeri, tako kot je bilo predtem, ko sem štartal, mislim, da je vseeno ok. Zdaj v glavnem bom nadaljeval tlele po južni strani Menorke, pa se bolj podal čez, je, ne vem, 20-30 milj do Malorke. Si bom še tam pač ogledal par stvari. Potem pa bom nadaljeval, v glavno do 16, 15 bolj, no, sem si zadal cilj, da pridem na Ibico, kjer se dobim tam še od Natalije bratrancem. V glavno kupiti moram eno špansko SIM kartico, da bom imel malo za internet. Trenutno mi deluje še ta ena italijanska. V glavno 16. 17. po noči, polnoči prileti pa Anita, s katero bova pol nadaljevala pot proti Gibraltarju. Zdaj tle dol od Malorke pa proti Gibraltarju
po napovedi zdaj naj ne bi bili tako močni vetrovi, tako da upam, da bo to res, da bo lahko končno enkrat jadrala po malo tako bolj, rekel, normalnem morju, ne po tistih res velikih valovih. Drugače pa danes po noč malo dež padal, kar sem zelo vesel, celo brisačo sem še nesel ven na dež, da se je zmočila, ker je bila že kar malo slana tudi od morske vode. Glede na to, da je jadrnica med to plovbo zalivalo čez sprehod, tudi kokpit je bil čist moker. Jaz sem večinoma časa kar sedel pod sprehodom na vhodu. Tako da, ko je val prišel, ki je plusknil, v bistvu sem ostal suh, če bi bil pod zadaj za krmilom ali pa tam nekje zadaj, bi bil pa čist premočen. Tako da jadrnica je bila čisto od soli, tudi krmilo, volan, kar si prijel, sama sol, ko se je posušila. Tako da sem vesel, da je dež padal, da je pač to spralo. Zdaj bom pa počas dvignil sidro, pa grem lepo po južni strani Menorke. Upam, da je kaj lepega posnemem, kaj lepega vidim. Evo, zapuščam to zavetje danes čez noč, ko sem bil sidran. In gremo počas naprej, upam, da se bo vreme malo zrihtalo, čeprav danes naj bi bilo več ali manj oblačno. No, vidim. No, tole je 10 metrov globine, čista voda je, lepo se vidi. Sem se že ustrašil, da mi je alarm ne piska, da mogoče nisem 3 metre ali pa kaj takega. Res je čista voda. In tole pa komaj čakam, da skočim. Trenutno moja pot, po 7 vozi lepo napredujem. Evo, še malo mesa spečem, krompir skuham, kar med jadranjem. No, takole se pečica prilagaja, tako da je vedno v horizontali in lahko kuhaš. Zunaj pa takole izgleda. Evo sidro, čista voda, kristalna. Vidiš vse kamene v vodi. Sem že sidro pred enim hotelom, enim zalivu. Bistvo se medina jadrnica. Jutri zjutraj pa nadaljujem, potem naprej. Evo, danes sem že na vse zgodaj vstal in že jadram s 3 vozli proti jugu Menorke. Danes je še napoveden veter, zato ga bom izkoristil. Rad bi čim prej prišel na jug, da se tam nekje zasidram. Grem potem malo na obalo, pa malo se kopati. Drugače pa lepo takole s 3 vozli trenutno plujem.
Zdaj sem pa še kar pospešil, začelo malo bolj pihati. Tako da hitro nadaljujem. Sicer pa ne grem več daleč. Popoldne je 4 ura. Evo, takole hitim. Takole prihajam na moje sidrišče. V bistvu ne vem še kje točno, ampak bom poiskal en prostor. Ne vem, pa bom verjetno z gumenjakom odšel na obalo malo pogledati na mesto. Zdaj bom pa počas zapustil Malorko in se odpravljam proti Ibici. Trenutno je glih ugoden veter, čeprav potem naprej tudi ni napovedan, ne vem kako dober, ampak bom izkoristil to, kar mi je ostalo. Pa bom verjetno po noč jadral, po dnev pa pač pridem na Ibico, kadar pač bom odvisno od vetra. Zdaj pa dvignem sidro, odprem jadra in letimo. Evo, jaz sem zajadral. Zapuščam Korziko, Sardinijo, ne, tudi Sardinijo ni. Tu hitro spreminjam te otoke, kar pozabim, Malorko. Evo. Ibica je pa v tisti smeri nekje, tako da zdaj grem nekaj časa v to, potem pa tja, je pa približno 80 nautičnih milj imam. Tako da danes ne bom prispel še, mogoče zjutraj, če bo ugoden veter.